Kristjan Verbič je v ta svet prispel 27. avgusta 1970 v Ljubljani in je ena tistih osebnosti, ki jih ni mogoče enostavno umestiti v kakršenkoli predal. Njegovo življenje je preplet neomajne družbene angažiranosti, intelektualne širine, ustvarjalne energije in osebne karizme. Že v zgodnjih 90. letih je kot predsednik študentske organizacije Slovenije postal znan kot prodoren, svobodomiselen in načelen voditelj. Bil je ključna figura pri ureditvi statusa študentov in mladinskih organizacij, uvedbi in zagotovitvi subvencionirane študentske prehrane ter ohranitvi ravni zdravstvenega varstva študentov. Pri tem pa je pokazal redko kombinacijo vztrajnosti, integritete in učinkovitosti. Po končanem študiju na Filozofski fakulteti, kjer je z odliko diplomiral iz filozofije, globalni trendi na pragu 21. stoletja in sociologije, socialna klima, je leta 1998 svojo karierno pot nadaljeval kot profesor na gimnaziji Ljubljana Šiška. Njegovo poučevanje filozofije, sociologije, državljanske kulture ter vzgoje za mir in nenasilje je močno zaznamovalo več generacij dijakov, saj kot zahteven, a izjemno tovariški učitelj in mentor presegal okvir klasične učilnice. Z dijaki je vzpostavljal dialog na temelju spoštovanja, razmišljanja in aktivnega državljanstva. Med njegovimi takratnimi pobudami posebej izstopa dijaška iniciativa, ki je spodbujala mladinsko udejstvovanje in sooblikovanje šolske skupnosti. Telefonih, televizorih, ljudje, vsi se vračajo domov. Javna prisotnost Kristjana Verbiča ni ostala omejena na izobraževalno sfero. V kulturnem prostoru se je uveljavil kot pesnik in pisatelj s knjigo Luknja, ki je bila kasneje izdana tudi v Italiji pod naslovom Buko. Kot publicist je dosledno opozarjal na etične in strukturne anomalije slovenske družbe, dvakrat pa se je kot neodvisni kandidat podal tudi na parlamentarne volitve leta 1996 in 2004. Čeprav ni dosegel sedeža v državnem zboru, je s svojo neodvisno držo v politični prostor prinesel svežino, angažiranost ter prenekatere kritične in drugačne poglede, tudi s poudarjanjem sloge, skupnosti in odločnim nasprotovanjem vzpostavljanju konfliktne družbe. Podal se je tudi v znanstvene vode, bil govorec na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah s praviloma naravnost daljnovidnimi prispevki, kot na primer vloga Slovanov v Novi Evropi, filozofija športa, zaton patriarhata in reprodukcija identitet. Objavljal je tudi v dnevnem tisku, publikacijah in zbornikih ter leta 2005 magistriral z delom Motrenje globalnih družbenih procesov in razmerij. Zatem je izdal še obsežno interdisciplinarno delo Triumf informacijskega kapitalizma, ki še danes predstavlja izjemen prispevek k razumevanju večplastnih družbenih procesov in odpira nove poglede na prihodnost v kontekstu informacijskega kapitalizma. Posebno poglavje v javnem delovanju Kristjana Verbiča predstavlja ustanovitev in vodenje Vseslovenskega združenja malih delničarjev, v okviru katerega si je prizadeval za zaščito pravic malih vlagateljev in državljanov nasploh ter participacijo, transparentnost in odgovornost v gospodarstvu, tudi v širšem evropskem prostoru. Tako je aktivno prispeval k prebujanju civilne družbe tudi na področju kapitala in korporativnega upravljanja. V tej vlogi se je moral večkrat soočiti z institucionalnimi odpori in tudi z osebnimi preizkušnjami, vključno z medijskimi pogromi, pravnimi zapleti in obsodbami, ki pa so bile včasih po več kot 10-letnih postopkih na koncu vse odpravljene. Kljub vsemu je ostal zvest svojim vrednotam in ni nikoli odstopil od prepričanja, da morata biti pravičnost in integriteta merili delovanja vsake družbe. Ob vsem družbenem aktivizmu pa se je najbolj prelomno in življenjsko bogato poglavje spletlo v zasebni sferi. S partnerko Michelle Anne-Marie Bastard sta avgusta 2000 dobila hčer Julija, ki je za Kristjana življenjska prelomnica. Njeno rojstvo je proslavil ob svojem 30. rojstnem dnevu z množičnim javnim dogodkom Verbičev oder za prijatelje, dvodnevnim kulturno-družabnim dogajanjem, ki je združil umetnost, glasbo, prijateljstvo in proslavljanje življenja.
Oder za prijatelje je skozi leta postal tradicija, ki jo je Verbič ponovil tudi ob svoji 40. in 50. obletnici, vselej v duhu povezovanja, ustvarjalnosti in osebne refleksije. Julija ga je po eni strani umirila in osredotočila na vrednote, ki mu do njenega rojstva niso bile blizu, po drugi strani pa je postala neizčrpen vir njegove ustvarjalne energije in volje do življenja. Še danes ga navdihuje in spodbuja, da ostaja dejaven kot pisec, pedagog, družbeni komentator in zagovornik svobodnega mišljenja. Kristjan Verbič je več kot javna osebnost. Je simbol človeka, ki si drzne misliti drugače, a ostaja trdno zasidran v stvarnosti in odgovornosti do skupnosti. Njegova zgodba ni le portret enega življenja, temveč odsev širšega boja za pravičnost, znanje, svobodo in dostojanstvo posameznika v svetu, ki se neprestano spreminja.